Najbrž res, čeprav afere povezane z tajnimi službami so zelo pogoste, že v sami sodobni slovenski zgodovini jih imamo kar nekaj. Mene je na nek način so tajne službe zaradi svoje narave tajnosti so me impresionirali, imponirale in imel sem neko priložnost, da sem postal član Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb v prvem mandatu 2004-2008. Moram kar na začetku reči, da se kljub vsemu okrog te komisije, okrog tajnih služb ustvarja vrh mistike. Spomnite se samo vseh teh kamer, ko smo zasedali v teh tajnih prostorih v parlamentu in potem razne izjave. Javnost na nek način zanimalo, kaj se za temi zaprtimi vrati dogaja in včasih je res okrog tega preveč mistike. Ali bi takšna knjiga s toliko podatki in z tako natančnimi opisi lahko nastala, če ti ne bi bil poslanec Državnega zbora in član Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb? Ali bi torej lahko nekdo od zunaj prišel sobi tako blizu? Ne, to zagotovo ne. Že sam sem napisal, da sem pač ta privilegij, da sem to dogajanje spremljal blizu, da sem lahko na nek način naredil logični časovni tok tega dogajanja, da sem lahko primerjal pisanje novinarjev, izjave politikov z temi dejstvi, ki smo jih videli tako na sobi, kot v tej tihi sobi v Državnem zboru. Govorimo o tem črnem pa posebnem fondu, pa sicer zakonitih sredstvih za Sovo, ampak potem smo si zapomnili neko letalsko karto za zdravilca, ki naj bi prišel za to, da bi pomagal bivšemu, zdaj že pokojnemu predsedniku države. Ampak vendarle, koliko denarja je to v številkah? Koliko denarja je v enem črnem fondu? Zapomnili smo si tudi neko uro, ki naj bi mu jo za nagrado kupili enemu od uslužbencev, ki je odhajal v pokoj. O kakšnih denarjih govorimo pri vseh teh fondih? Ja, šlo je za višino okrog 200 000 evrov. To so bili neki podatki. Sicer pa so te podatke uničevali oziroma jih zbrisali, tako da se sploh ne ve, odkot je pretekal ta denar v črni fond. Zanimivo je to, da ob razkritju te lokacije pri Kozolcu je bilo rečeno, da se ta črni fond napajal iz donacij, in to iz donacij nemške obveščevalne službe BND. Se to ponovno postavi vprašanje, koliko in na kak način. Kako je nemška obveščevalna služba, na kak način je nemška obveščevalna služba in koliko denarja je dala slovenski obveščevalni službi v ta črni fond. Tega se enostavno ne ve. Komu je dala ta denar? Ali je ta obveščevalc ves ta denar mesto naslovil in ga dal v to blagajno za tako imenovanega črnega fonda? To se enostavno ne ve. V tem črnem fondu je kupenih na roko napisanih listov, ko je gospod Podpreda imel denar iz črnega fonda. In da ne govorim o tej sobiti uri, ta ura je bila za enega delavca, ki je šel v penzijo, ki je šel v pokoj, je bila kupljena iz črnega fonda, gre za 500 000 takratnih dolarjev, se pravi dobro 2000 evrov. In zanimivo je to, v enem blagajni na Sovi je bila tudi fotografija, ko so delavci Sove proslavili odhod tega gospoda, ki so iz črnega fonda kupili uro. In to je bilo slavje, ko so delavci Sove imeli na glavah bele kape in so si na njih narisali rdečo zvezdo. To se je dogajalo v tem novem tisočletju. Pohvali pa sigurno bolj malo, mogoče od kakega bravca. Rečeno, da bo kar nekaj napadov, mogoče tudi kaka tožba. Toda tožb se že navaja. Tudi v Mariboru sem pred časoma zgubljeno medijsko tožbo, je Večer kot moja bivša
časopisna hiša morala plačati 3000 evrov gospodu Janku Zakršiku, ker sem žalil njegovo dobro ime, pisal sem resnico, sodišče je gotovilo, da sem pisal resnico, to da tudi z resnico lahko nekoga užališ, kar je seveda res. Tudi v primeru te knjige se lahko zgodi, da me bo kdo tožil za pisanje resnico, pa bom mogoče spet moral plačati.